Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji. Tudi današnja oddaja bo zelo pestra, zanimiva. Osrednja tema današnje oddaje bo prostovoljstvo, a več o tem v nadaljevanju. Preden začnemo pogovor z našima nocojšnjima gostjama, je čas, da se najprej posvetimo temu, kar se je dogajalo v Celjski regionalni obrtni oziroma gospodarski zbornici. Poglejmo si reportažo, ki jo je pripravil naš kolega Bogdan. Regionalna gospodarska zbornica Celje je na svoji redni skupščini v podjetju Novem dobila vodstvo z novim mandatom. Razširjeni upravni odbor sedaj šteje 28 članov, vodi pa ga dosedanji predsednik Izidor Krivec. Osrednjo pozornost na skupščini je veljala razpravi o problematiki zagotavljanja delovne sile, saj so potrebe samo na Celjskem veliko večje od razpoložljivih kadrov. Volitve organov v regionalni zbornici, ki zajema območje 21 občin, so stekle ekspresno. Veliko več časa so udeleženci namenili tematiki, ki je v zadnjem letu postala še posebej žgoča. Gospodarska rast narekuje tudi večje potrebe po zaposlenih, ki pa jih podjetja le stežka pridobivajo. Ugotavljamo, da celjska regija nujno potrebuje vsaj 2000 delavcev, ki jih na obstoječem zavodu za zaposlovanje seveda ne moremo dobiti, ker primernih delavcev tam niti ni več toliko. Seveda je še nekaj, ki pač se še ne želijo zaposliti. Upam, da bo pač tukaj zavod potegnil prave poteze, da bo aktiviral tudi to delovno silo. Vsekakor pa brez uvoza delavcev iz tujine ne bo šlo, če hočemo ohraniti to gospodarsko rast, ki jo imamo, če hočemo, da bomo pač se uspešno razvijali. In če tukaj ne bomo hitri, nam bo ta delovna sila pobegnila malo zahodneje in že odhaja. Kaj se sploh da storiti znotraj same Slovenije? Potrebno bo seveda bolj strogo spremljati socialne transferje, ki so trenutno na razpolagi. Potrebno bo tudi kontrolirati trg sivega dela, ki še je vedno močno razvit, da bo seveda se gospodarstvo lahko napajalo z potrebami po delovni sili. Kot kaže, je uvoz delovne sile neizbežen. Državni sekretar z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar je opozoril, da uvoz tujcev za sabo potegne tudi socialne transfere za njihove družine, ki se jim kasneje pridružijo. Enakega mnenja je tudi predstavnica območnega zavoda za zaposlovanje. Problem je namreč v tem, da sočasno s prihodom tuje delovne sile dobivamo še potem spremljajoče pojave. Se pravi, tudi večji pritisk na socialne transfere, ko se temu tujcu delavcu pridruži še njegova družina v Sloveniji. Se pa, bom rekla, tudi na zavodu zavedamo, da dolgoročno gledano bomo pa primorani v to, da morda bolj sistematično odpremo vrata tudi tuji delovni sili. Potrebe po delovni sili rastejo predvsem za preprosta dela, v proizvodnji, ki pa so tudi slabo plačana. Po zadnjih podatkih v Sloveniji kar 66% ljudi zasluži manj kot 80% povprečne plače, torej 2/3 manj kot 800 evrov, mnogi le okoli 650, kar ne omogoča dostojnega življenja. Seveda je pa žogica tudi na strani delodajalcev, morda v izboljšanju delovnih pogojev. Pogosto tudi, rekla, zelo renomirani delodajalci še vedno nudijo za ta dela, ki so recimo tudi troizmenska, minimalno plačo po kolektivni pogodbi, se pravi, da še morajo potem doplačevati do zakonskega minimuma. In se mi zdi, da če bi na tem področju se storil kak korak naprej, bi verjetno tudi motiviranost za delo, tudi pri domači delovni sili bila večja. V prihodnjih 2 letih se bo za aktivne oblike zaposlovanja namenilo kar 180 milijonov evrov. Za koga bodo sredstva namenjena? V celi Evropi je usmeritev v spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih, potem tistih, ki so starejši od 50 let, pa mladih in pa tistih brez izobrazbe. To so te ciljne skupine, na katere se usmerja tudi večina naših ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Tako imamo zdaj že odprte recimo tako delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu, s subvencijami spodbujamo zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, tudi starejših od 55 let in pa tistih mlajših.
Se pravi, to so tisti, ki bodo deležni največ spodbud in delodajalci recimo pri zaposlovanju te ciljne skupine pač lahko uveljavljali te razne subvencije. Določeni so tudi kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci. Gre za to, da so to solidni delodajalci s tekoče poravnanimi davčnimi obveznostmi, da povečujejo število delovnih mest, se pravi te splošne kriterije, tako da res naše brezposelne osebe pošiljamo k takšnim delodajalcem, ki jim bojo lahko tudi dolgoročno nudili priložnost za delo. Kakšne pa so aktualne značilnosti trga dela na Celjskem? Gibanje brezposelnosti na Celjskem kaže enake značilnosti, kot velja za celo Slovenijo. Brezposelnost se zmanjšuje, po zadnjih podatkih imamo 9204 brezposelne osebe, to je 15% manj kot enako obdobje lani. Tudi zaposlovanje, bom rekla, je ugodno, je sicer nekaj manjše, 4,1% manj kot v enakem obdobju lani. Struktura brezposelnih pa je naslednja. Tu pa vidimo, da je povprečna starost preko 43 let, da so recimo v večini preko 40% je tistih, ki so starejši od 50 let. Imamo znotraj tega tudi okrog 1800 invalidov, potem pa, če gledamo po njihovi zaposljivosti, je pa samo okrog 1480 takšnih, ki so neposredno zaposljivi. Se pravi, da lahko takoj naslednji dan grejo tudi do delodajalca. Ostali imajo določene omejitve pri zaposlovanju, se pravi, da ta manevrski prostor, kako pokrivati potrebe delodajalcev, se krči. Še vedno je seveda kar nekaj primernih, tudi dobrih delavcev na zavodu in te skušamo pač usmeriti k tistim delodajalcem, ki jim nudijo pač pogoje za delo. In kdaj se poseže po delovnih dovoljenjih za tujce? Kadar gre za povpraševanje po takih kadrih, ki jih med brezposelnimi ni, takrat so seveda delovna dovoljenja tisti izhod v sili, ker pač delodajalci takšne profile potrebujejo. Kadar pa iščejo takšne profile, ki jih pa imamo med brezposelnimi, je pa po naši oceni še kar nekaj možnosti, nekaj, da jih mi z našimi ukrepi pripravimo na to, da se zaposlijo. V drugem delu naše oddaje pa bomo seveda, tako kot smo že omenili, govorili o prostovoljstvu in zato v našem studiu prav lepo pozdravljam obe gosti in sicer najprej na moji desni Sonja Majcen, v.d. direktorice Celjskega mladinskega centra. Dober večer. Poleg nje pa seveda že stara znanka naše oddaje, Katja Kolenc, vodja projektov v Celjskem mladinskem centru. Dober dan. Torej, danes bomo govorili o prostovoljstvu, namreč v sklopu Europe Direct Savinjska, ki ima seveda sedež v vašem Celjskem mladinskem centru, je potekala okrogla miza ali pa razprava na temo prostovoljstva. Za kakšno razpravo gre? V bistvu v Celjskem mladinskem centru smo v okviru Europe Direct Savinjska v sodelovanju z predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizirali razpravo z konkretnimi delavnicami na temo prostovoljstva. Povabili smo vse tiste organizacije, ki v svojih članih imajo prostovoljce, šole, tudi najceljana v prejšnjem letu, Milana Niniča, prejemnika Celjskega grba, da v bistvu malo povejo o tem, kaj prostovoljstvo zanje je, kje vidijo neke izzive prostovoljstva, kjer so pozitivne plati, negativne plati, ali je v redu zorganizirano v celjski regiji ali ni. Povabili smo tudi različne društva, kot sem že prej omenila, Sožitje, medgeneracijsko društvo Savinja, šole, sicer srednjo zdravstveno šolo, gimnazijo Celje Center. Povabili smo tudi IVS prostovoljce, to so prostovoljci Evropske prostovoljske službe. To je program evropski, ki omogoča mladim, da se udeležujejo prostovoljske službe v drugih državah. Tako da med razpravo so sodelovali tudi ti evropski prostovoljci. Sami govorniki pa poleg Zorana Stančiča, vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, so bili tudi že prej omenjen Milan Ninič, predstavnik mestne občine Celje Željko Cigler, David Razboršek, predsednik društva Vozim, vendar ne hodim,
tudi predstavnica društva Parada, Ana Žekar, ter ravnateljica osnovne šole Lava, Marjana Kolenko, ki so v bistvu predstavili, kako poteka prostovoljstvo v njihovih krogih, v njihovih organizacijah in pol tudi izpostavili določene izzive. Preden se posvetimo sami temi te razprave, mogoče še kakšna beseda o projektu EUCT? V bistvu EUCT je projekt, vseslovenski projekt, kjer smo v bistvu Europe Direct točke dobile to možnost, da omogočamo neko razpravo med Evropsko komisijo in pa državljani na določene teme. V Celju smo si izbrali temo prostovoljstvo, druge Europe Direct točke, 9 Europe Direct točk deluje v Sloveniji, pa so izbrale glede na potrebe okolja, teme, ki se nekako sovpadajo z evropskimi trendi. Torej, glede na to, da je bila tema prostovoljstvo, kaj ste ugotovili, katera je tista ključna ugotovitev, kar se tiče prostovoljstva v Celju ali pa ne nazadnje tudi v Sloveniji? V bistvu prostovoljstvo v Celju zelo dobro deluje, vsako leto imamo vedno več prostovoljcev, tudi registriranih prostovoljcev. Definirali smo tudi neke izzive, in sicer bolj v smislu neke organiziranosti prostovoljcev, organizacij, ki imajo prostovoljce in način nudenja podpore le-tem v strani določenih mentorjev. V skupinah, po razpravi smo tudi organizirali delovne skupine, kjer so mladi prostovoljci, društva, tisti, ki so nekako tudi na pravnem področju odgovorni za razvoj teh določene zakonodaje na področju prostovoljstva, iskali neke rešitve za to, da bi se prostovoljstvo še bolj razširilo med nami, kako bi v bistvu lahko spodbudili večjo motivacijo mladih predvsem, da bi se vključevali v prostovoljce. Dobili smo super rezultate, vsaka delovna skupina je tudi predstavila njihove zaključke in moram reči, da v bistvu upam, da ne bo ostalo samo na teh zaključkih, da bomo tudi pripravili nek načrt, kako bi se ti ideje lahko implementirale. Pa se mladi odločajo za prostovoljstvo? Kar nekaj organizacij sicer deluje v Celju tudi na tej prostovoljni bazi. Seveda, tudi če pogledamo našo organizacijo, mi dnevno imamo prostovoljce v našem središču. Zanimajo se pa za različne stvari, ali želijo da jim pomagati pri prireditvi koncerta, ali bi sami radi izvedli kakšno delavnico. Se pravi, prostovoljstvo nudi en prostor, kam lahko mladi s svojimi idejami pridejo, tako k nam ali katerim druge organizacije, ki nudijo to priložnost in na nek način krepijo njihovo samozavest, neko vrednoto do socialnosti in ne navsezadnje dvigujejo raven lokalne skupnosti. Tako da prostovoljstvo je cenjeno v Celju in tudi na splošno v Sloveniji. Pa kdo so tisti? So to recimo že osnovnošolci, se začne s prostovoljstvom ukvarjati nekdo šele v srednji šoli, kasneje? Zelo različno je do osebnega interesa, ampak če lahko mogoče citiram Marjano Kolenko, prav ona je izpostavila dejstvo, da prav v osnovnih šolah, prav na začetku moramo že spodbujati otroke, da se vključujejo v različne dejavnosti, ki spodbujajo prostovoljstvo, hkrati seveda tudi preko njihovih staršev. In ta proces se potem tudi razvija v srednji šoli in tudi v starejših generacijah, recimo Zavod Socio ali pa medgeneracijsko društvo Zavod Savinja. To so pa mogoče starejši občani, ki so prostovoljci. Tako da ne moramo opredeliti starostno skupino prostovoljstva in mislim, da se res vsi vključujejo, vsa starostna skupina. Največkrat se to odraža pri medsebojni pomoči. Ponavadi se enači medsebojna pomoč s prostovoljstvom ali s humanitarnostjo. Različne oblike prostovoljstva so, ali seveda gre za to obliko pomoči Rdečega križa ali kakšnakoli druga pomoč, ali pa pomoč mogoče pri nas, pri samem izvedbi programa. Pravzaprav se marsikdo niti ne zaveda, da kdaj nastopi kot prostovoljec, pa vendarle počne stvari, ki jih počne prostovoljno v korist nekoga drugega. Tako je. Zaznavamo tudi v bistvu prostovoljstvo je tudi ena izmed oblik, način učenja. Namreč prostovoljec se skozi svoje delo veliko nauči, pridobiva neke kompetence, veščine, kar pa je tudi v bistvu naše osnovno poslanstvo Mladinskega centra, da omogočamo mladim, da krepijo te neke svoje kompetence, znanja, veščine, da lahko čim prej vstopijo v svet odraslosti. Kakšne so bile ugotovitve občine, države, ne vem, Evropska unija dovolj podpirajo prostovoljstvo, dajejo poudarek temu? Zakomplicirano vprašanje.
Mislim, da se vsaka, tako lokalna skupnost kot nacionalna in evropska, spopada z relativno malce drugačnimi problematikami, jih tudi na svoj način rešujejo, ampak konec koncev mislim, da imajo neko vizijo in da zelo suvereno spodbujajo to prostovoljstvo in delujejo v pravi smeri. In mogoče tiste stvari, ki jim pa manjkajo v primerjavi, kako praksa deluje, smo pa res izpostavili na razpravi, zato želimo ta prenos tudi narediti. Razpravi, ki smo ugotovili specifične, določene probleme, sedaj prenesti odločevalcem, ki jih mogoče lahko na kasnejšnji ravni pa vključijo. Pomembna je tudi promocija. Kako pa lahko nekdo sploh postane prostovoljec? V bistvu društva nenehno iščejo prostovoljce za svoje delo. Obstaja tudi portal prostovoljstvo.org, kjer določena društva objavljajo prosta mesta za prostovoljce, možnost tudi usposabljanja prostovoljcev. V razpravi se je izpostavil tudi izziv mentorske podpore, namreč večkrat se dogaja, predvsem v društvih, ki so popolnoma na prostovoljski bazi organizirana, da manjka ta mentorska podpora mlajšim, predvsem prostovoljcem. Tu smo tudi ta izziv definirali in tudi nekako našli rešitve, da obstajajo v okviru različnih tudi evropskih programov možnosti za izobraževanje mentorjev, da lahko nudijo bolj konkretno podporo prostovoljcev, da obstajajo tudi programi izobraževanja, ki nudijo organizacijam, kako se zorganizirati pri prostovoljskih aktivnosti, kako omogočiti prostovoljcem neko tudi beleženje nekih učinkov, ki jih prostovoljc s svojim delom pridobiva oziroma jih ima. In ponovadi so tisti prvi koraki vedno najtežji, tako da tisti, ki se mogoče poigravajo z idejo, da bi postali prostovoljci, najboljše, da se oglasijo kar pri nas in bomo potem mi jih usmerili glede na njihov interes in poiskali pravo organizacijo. Tako da naša vrata so vedno odprta. V Celjskem mladinskem centru pravzaprav že ves čas svojega delovanja veliko pozornosti posvečate prav prostovoljstvu na vseh ravneh. Res je, kot sem že omenila, vključujemo v naš program, v organizacijo koncertov, v izvedbo delavnic in tudi naši mednarodni projekti občasno jih vključujemo, ker jih predvsem zanima, kako delujejo, kako se mi znajdemo z izpeljavo njih in jih učimo na ta način, da pridobiva nekšna drugačna, neformalna znanja, ki jih pa mogoče v formalnem šolskem sistemu ne dobijo ali pa ne v takšni meri. Tudi vsako leto v okviru Europe Direct točke z mestno občino Celje organiziramo festival prostovoljstva, kjer iščemo prostovoljce v različnih starostnih kategorijah, ni samo fokusiran na mlade. Tudi to je ena v bistvu priložnost, ker organizacije lahko pridobijo prostovoljce in na ta način se tudi javno lahko lokalna skupnost zahvali za vse te prostovoljske ure, ki jih prostovoljci dajo v tem, da pač kreirajo neko boljšo, solidarnejšo družbo. Imamo pa v Celjskem mladinskem centru tudi, smo vključeni v program Erasmus+, kot sem že prej omenila, EVS, to je European Voluntary Service, Evropska prostovoljska služba, kjer imamo trenutno v tujini na mednarodnem prostovoljstvu enega fanta, mladega fanta, ki deluje v Liechtensteinu in sicer v organizaciji CIPRA, to je organizacija za varovanje okolja, in tam izvaja svoje prostovoljsko delo. Je pa zdaj že v 6. mesecu svojega prostovoljskega dela in še mislim, da 4 in potem se vrača nazaj v Slovenijo. In kakšni so odzivi teh mladih, ki se potem vrnejo? Glede na to, da smo imeli kar nekaj težav poiskati te prostovoljce, ki smo jih mi že v preteklosti pošiljali v tujino na prostovoljsko službo, so rezultati zelo dobri, moram priznati. Namreč vsi ti prostovoljci, ki smo jih želeli, da se vključijo v razpravo ob 11. uri, niso morali priti, ker so v bistvu v službah, kar pomeni, da ta program Evropske prostovoljske službe omogoča tudi hitrejšo zaposlitev, bolj konkurenčnejši položaj na trgu delovne sile in tudi res rezultati tega programa so več kot očitni pri posameznikih, ki se pol tudi hitreje svoje znanja, ki so jih pridobili v tujini, tudi lahko izkoristijo v svojih državah, ko se vrnejo nazaj. Ko smo prej govorili o teh ukrepih, ki bi jih bilo še potrebno sprejeti, te ste pravzaprav zdaj tudi razstavili v vašem mladinskem centru. Še delamo na tem, Andrej. Smo jih pripravili, skupine so pripravile svoj plakat ali z miselnim vzorcem ali diagramom, kakor so pač želele, so ga predstavili in sedaj
prihajajočem tednu bomo razstavili v naših galerijskih prostorih in seveda spet ponovno vse deležnike povabili in predvsem se bomo pa usmerili na to, da bomo povabili odločevalce, ki bodo lahko mogoče te učinke pa implementirale v kasnejšem delu. Lahko mogoče rečeva, ne vem, o kakšnem ukrepu kaj? Da izdam kakšno ampak vendarle. Razprava se je v drugem delu zelo razživela. Predvsem moram reči, da dijaki so se vključili z izredno dobrimi predlogi in tudi tisti mogoče malce starejši so jih lepo usmerjali, tako da so res prišli do enih konkretnih rezultatov, kakšni so učinki prostovoljstva, odkot izhaja osebna motivacija, da bi se vključili v prostovoljstvo, kakšne predloge, kot so recimo festival prostovoljstva, ki ga že imamo, kako ga nadgraditi, da bi ga približali mladim, da bi razširili to ciljno publiko. Veliko ukrepov je mogoče res najboljše, da si ogledajo razstavo, pa lahko potem kaj več povemo. Tako, in o tem bomo zagotovo poročali tudi na naši televiziji. Sicer pa je prav, da omenimo, da ta Europe Direct Savinjska ni edini evropski projekt, ki ga izvajate v Celjskem mladinskem centru. Tako je, Celjski mladinski center je trenutno vključen v skoraj 10, celo več projektov. Različna tema, namreč mladinski sektor pokriva različna tudi področja kulture, področje informatike. Danes smo zaključili usposabljanje mladinskih delavcev v okviru varnosti na internetu in podporo mladim bodočim socialnim inovatorjem ter preventiva na spletu, kako vzpostaviti neko poslovanje in podobno. Izvajamo tudi različne mladinske izmenjave, kjer mlade pošiljamo v tujino. Celjski mladinski center na letni ravni pošlje približno 100 mladih v tujino na različne aktivnosti v okviru programa Erasmus+, kjer so skoraj vsi stroški pokriti. Izvajamo tudi projekt, ki ga v bistvu zdaj zaključujemo počasi. To je projekt pridobivanja mehkih veščin v formalnem izobraževanju. V fazi je priprava priročnikov za srednješolske učitelje. Z septembrom pa smo v bistvu zaštartali s 3 novimi projekti, predvsem na temo nudenja spletne podpore mladim pri razvijanju idej, pri pripravi nekih konkretnih projektov, pri mentoriranju in povezovanju mentorjev iz gospodarstva z mladimi. Morda bi Katja rekla še kaj o dogajanju v tem mesecu v vašem Celjskem mladinskem centru, ker nekaj stvari bo znova, ne? Septembra ste štartali novo sezono in dogajanje pri vas je znova pestro. Res je, oktober je pester mesec. Mislim, da lahko kar rečem, da vsak dan ali pa če ne vsak drugi dan se pri nas nekaj dogaja. Pa mogoče, da začnem z zabavnimi stvarmi, ki so bolj blizu gledalcem. 2 koncerta prirejamo v oktobru, 1. 20. oktobra in sicer pridejo prismojeni profesori bluza, se pravi blues, nek psihadelični rock, zanimiva kombinacija, vstopnina je 5 evrov in takoj že čez en teden koncert Break the Silence. Mi seveda že vemo, kdo bo izvajalec, ampak ne bomo delili to informacijo z vami, tako da najboljše, da pogledate naš Facebook profil, Instagram ali pa Snapchat, bo zanimivo, to obljubljam. Seveda pa, kot sem že omenila, naša vizija, poslanstvo Celjskega mladinskega centra je neformalno učenje, da vključujemo mlade v njihovo izobrazbo in v ta primer tudi vedno organiziramo festival MCC Uči in v oktobru pripravljamo tudi 2 delavnice in sicer delavnico srednjeveških plesov, kjer mladi učijo druge mlade, kako so se včasih primerno za Celje zabavali in plesali, ter pa, samo da poiščem, Hiša kulture Celje s predstavo Naj gre vse v pi ali kako si zapomnim 3141 decimalk. Zanimiva predstava, ki pa temelji na tehniki spomina, ki jo bo predstavil Nik Škrlec, tako da vredno ogleda malce drugače. Seveda pa, kot je že Sonja omenila, ne moremo mimo EU delavnic, ki jih izvajamo na srednji šoli in v okviru Europe Direct Savinjske. In pa 16. oktobra predstavitev teh EU programov za nevladne organizacije,
kjer bo pa Sonja svoje znanje najboljše predala naprej, da tudi drugi imajo to korist od našega znanja in da predamo znanje naprej in da se te programi res v čim večji meri oplemenitijo in uporabljajo v vsakdanjem svetu. Ne smemo pozabiti čarovniško rajanje konec oktobra, 31. oktobra med 10. in 2. uro. Stopnina 2,5 €, pridite, pobarvali vas bomo, oblekli vas bomo, rajali boste, mislim, da bo tudi hiša strahov, nič ne bo manjkalo pri nas. In pa, ker bodo počitnice s tistim dnem se tudi začele, počitniške ustvarjalne delavnice za otroke. Seveda pa veliko sem povedala, največ informacij pa najdete na naši spletni strani, na Facebook strani, Snapchat, Instagram. Mislim, da imamo vse informacije, so dostopne. Tako da res vabljeni v Celjski mladinski center. Mogoče na koncu še vprašanje za vas, glede na to, da ste zdaj postali tudi vršilka dolžnosti direktorice Celjskega mladinskega centra. Kakšni so vaši načrti za to obdobje? V bistvu program smo zelo dobro zastavili skupaj s sodelavci, da program izvedemo v čim večji meri, tako smo vsi ga zastavili, da pritegnemo čim več mladih, da se udeležujejo naših aktivnosti. Aktivnosti je res ogromno, tudi naprimer naslednjem tednu organiziramo brezplačen tečaj angleščine za vse. Skratka, vsebina mladinskega centra je res ogromna, raznolika, za vsakega se najde nekaj. Delovanje centra pa tako ali tako dobro poznate, glede na to, da ste že vrsto let tudi sama aktivno udeležena v dogajanje. Res je, jaz sem v bistvu v mladinskem centru že od leta 2009. Prej sem vodila vse te mednarodne projekte in Europe Direct točko. Skratka, trendi se spreminjajo, tudi mi se prilagajamo potrebam mladih, iščemo nek dialog z njimi in v bistvu omogočamo, da nekako krepijo neka svoja znanja in da je mladinski center tudi nek prostor, kjer oni najdejo zatočišče in da lahko realizirajo svoje ideje. Čisto za konec pa glede na to, da se je poletje zdaj res izteklo, kakšen je bil poletni obisk v vašem hostlu? Klemen je bil zadovoljen. Mislim, da je Klemen, naš vodja hostla, je bil zadovoljen s številkami, z obiskom, z družabnostjo naših gostov. Se je veliko dogajalo, seveda so bili tudi različni dogodki v okviru Celja, kjer smo imeli, mislim, da je Evropsko prvenstvo košarkaric je bilo mladink, tako da je bilo pestro dogajanje in vsekakor smo bili zadovoljni in le še tako naprej. Letošnje leto, sodeč po trenutni statistiki, bo zdaj najbolj uspešno leto, kar se tiče zasedenosti hostla. Je pa res, da to v veliki meri povezano tudi z dogajanjem v Celju. Namreč letošnje leto je zelo, zelo veliko dogodkov se dogajalo v Celju, kar posledično tudi vpliva na zasedenost hostla. Obema najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor in seveda veliko uspehov in dobro udeležbo na vseh vaših dogodkih. Hvala. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi si bomo zdaj privoščili kratek predah za naše oglaševalce, potem pa preverili, kaj vam tokrat svetujejo v upravni enoti Celje. SX4 S-Cross z dvoletnim brezobrestnim financiranjem, gorivom v vrednosti 800 € in zimskimi pneumatikami na platiščih. Suzuki Way of Life. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlessu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za
za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunlace na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretne sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander posebna izdaja 6000 evrov popusta in Space Star že od 7990 evrov. Vrtnarstvo Botanika najdete ob cesti Celje-Žalec. Poleg prodaje v vrtnem centru, hortikulturnega urejanja zunanjih in notranjih površin ter lastne proizvodnje ekozelenjavnih sadik, nudijo tudi hortikulturne zasaditve s trajnicami, sezonskim cvetjem in sadnimi sadikami, pa vse vrste naravnih in oblikovanih iglavcev ter listavcev in rastlin za podrast, izrišajo tudi načrte, skice ali cel računalniški tridimenzionalni projekt. V Botaniki vam svetujejo ob sajenju, oskrbi in obrezovanju. Nudijo tudi več vrst bambusov, primernih za zunanjo zasaditev ali zasaditev v lonce, ter razne mediteranske rastline. Poleg vsega tega vam v Botaniki nudijo še travna semena in travne mešanice, pa nasvete, kako pripraviti zemljo na novo sejanje travnih površin, vedno pa so na zalogi tudi travna semena za dosajevanje že obstoječih zelenic. Z nasveti vam v Botaniki pomagajo tudi pri uporabi gnojil in substratov. Obiščite Vrtnarstvo Botanika, tam vam bodo svetovali in ponudili le najboljše. Zemeljski plin iz ECE je vse, kar potrebujete za toplino vašega doma. Brez vezave, zajamčeno ceno in na skupnem računu z elektriko. ECE. Energija prihodnosti. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Kako se registrira Zveza društev? Zveza društev je združenje najmanj 2 društev. Zvezo društev ustanovijo društva z enakimi ali s podobnimi nameni in cilji delovanja, ki upravljajo podobne in medsebojno povezane dejavnosti, da bi v njej uresničevali skupne interese in da bi z doseganjem namena in ciljev, ki so podobni, nadgradili namen in cilje ustanoviteljev. Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev ustanoviteljev. Vlogo za registracijo zveze društev poda zastopnik zveze pri upravni enoti, kjer ima zveza društev sedež. K vlogi je potrebno priložiti: prvič, zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o ustanovitvi zveze društev. Drugič, en izvod temeljnega akta zveze društev. Tretjič, zapisnik sestanka najvišjega organa zveze društev, na katerem je bil sprejet temeljni akt in izvoljen zastopnik zveze. Četrtič, podatke o zastopniku, način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje
če zvezo društev zastopata 2 zastopnika. 5. Podatke o dejavnostih zveze društev in predlog za glavno dejavnost, vkolikor bo društvo tudi opravljalo pridobitno dejavnost. Kako se registrira podružnica tujega društva? Tuje društvo lahko deluje na območju Republike Slovenije prek podružnice, če je podružnica vpisana v register podružnic tujih društev. Za registracijo se podružnici tujega društva prizna določena pravna sposobnost, ki omogoča, da podružnica nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun tujega društva. To pomeni, da mora podružnica tujega društva pri poslovanju uporabljati ime tujega društva in svoje ime za obveznosti, ki jih prevzema oziroma nastanejo z njenim poslovanjem, pa odgovarja tuje društvo z vsem svojim premoženjem. Za društva, ki imajo po tujem pravu status pravne osebe in delujejo na območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o društvih. Zahtevo za registracijo podružnice tujega društva poda tuje društvo pri upravni enoti, kjer ima podružnica tujega društva sedež. K vlogi je potrebno priložiti: prvič, dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega mora biti razvidno ime, sedež in zastopnik tujega društva, če po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z zahtevanimi podatki in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe po tujem pravu. Temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje, financiranje tujega društva in način delovanja ter dejavnost društva v Republiki Sloveniji. Tretjič, odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji. Četrtič, ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji. Petič, osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča. Listine, sestavljene v tujem jeziku, je potrebno predložiti v overjenem prevodu v uradni jezik. Kako se registrira društvo, ki je nastalo s spojitvijo društev? Društvo se lahko tudi spoji z drugimi društvi. Odločitev o spojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev. Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, je pravni naslednik spojenih društev. Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je zaradi spojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega, torej spojenega društva. Vlogo za registracijo poda zastopnik pri upravni enoti, kjer ima sedež društvo, ki je nastalo s spojitvijo. Vlogi je potrebno priložiti: prvič, sklepe zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi. Drugič, zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva. Tretjič, en izvod temeljnega akta društva. Četrtič, podatke o zastopniku in meje pooblastil za zastopanje, če društvo določi 2 zastopnika. In podatke o dejavnostih društva ter predlog za glavno nepridobitno dejavnost, vkolikor bo društvo upravljalo tudi pridobitno dejavnost. Tako, to pa je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni tedenski izdaji. Hvala, ker ste nas spremljali in ne zamudite naše oddaje znova prihodnjo sredo ob 21. Srečno! Thank you.